Živijo, danes bomo pripravili en kruh, ki sem ga šele pred kratkim odkril in o moj bog, koliko je to dober kruh. Popoln za pohane šnite, za tople sendviče, zdrži 5 dni, pa lahko uporabimo tako na sladko kot na slano. To pa rečem zato, ker se temu kruhu reče mlečni kruh s poprom. Dajmo ga speči. Suhi kvas stresamo v posodo, mu prilijemo nekaj žlic mlačne vode in premešamo. Pustimo stati par minut, da se kvas aktivira. Moko stresamo v posodo mešalnika, dodamo sladkor in poper in vse skupaj premešamo, da se enakomerno razporedi. Dodamo še sol in prilijemo kvasec. Pazimo le, da ga prilijemo nekje ob strani, ne pa direktno čez sol. Zdaj pričnemo mešati s kljukastim nastavkom, toliko da se sestavine malce povežejo. Nato vzamemo mlačno mleko in ga postopoma vlivamo med mešanjem. Po potrebi dodamo še nekaj žlic vode. Testa ne gnetemo preveč, ker ne potrebujemo ravno veliko glutena v tem kruhu. Sedaj dodamo še 3 žlice masla, segretega na sobno temperaturo, dodajamo ga pa žlico po žlico. Vsakič premešamo toliko, da se maslo popolnoma poveže v testo. Testo oblikujemo v hleb in ga prestavimo v namaščeno posodo. Pokrijemo in pustimo vzhajati nekje 2 do 2,5 uri. Predlagam pa, da začnete po kakšni uri in pol preverjati, koliko je vzhajalo. Testo se mora podvojiti. Sedaj si pomokamo delovno površino. Gor zvrnemo testo. In ga nežno, takole z dlanmi, malce raztegnemo. Raztegnemo ga v širini našega pekača oziroma malce širše, kot je naš pekač. Stranska robova nato takole zavihamo in jo pritisnemo. Sedaj smo dobili širino približno našega pekača. Začnemo z vijanjem, od zgoraj nežno prepognemo in malce potisnemo noter testo. To ponovimo 5-krat, 6-krat. Ko imamo takole rulado pripravljeno, bi morala biti nekje dolžine našega pekača. Sedaj jo prestavimo v namaščen pekač s šivom testa vspodaj. Testo bomo pustili vzhajati še v pekaču, zato naoljimo peki papir. Z namaščenim delom peki papirja pokrijemo pekač in malce obtežimo. Tole naj zdaj stoji še kakšno urco in pol. Zadevo prestavimo v pečico in pečemo pri 200 stopinjah Celzija približno 45 minut. Pečemo na sredini in brez ventilacije. Ko je kruh pečen, ga odstranimo, pustimo nekaj 15 minut, da se ohladi, nato si ga lahko že privoščimo. Dober je tudi do 5 dni po peki. Pa dober tek!